Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami predsednik organizacijskega odbora Maratona treh src, ki se odvija v Radencih. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, da začnemo po 2 letih premora zaradi epidemije. Kaj pričakujete od letošnjega Maratona treh src? Kot veste, letos bo jubilejni 40. maraton treh src, ki bi moral že biti 2020. leta. Žal iz znanih razlogov vemo, zakaj smo ga prestavljali. Ampak mi organizatorji nismo spali. Tudi zadnji 2 leti smo organizirali in sicer virtualni maraton, s katerim smo lani s pomočjo vseh tekačev, ki so se ga udeležili, kar 6-krat obkrožili našo zemljo. Zastavili smo si določene cilje, naprimer zeleno steno opremiti našo najbolj pomembno kliniko za pljučne bolezni na Golniku. Letos se pa pripravljamo na 40. jubilejni, kot ste rekli že, od katerega pričakujemo v bistvu, da se tekači vrnejo nazaj v Radence, tako kot so hodili že do leta 2019. Pravzaprav vsi se že nestrpno že vsi pričakujemo, tako organizatorji kot tekači, imamo zelo dobre odzive, tako da pripravljeni smo. Super. Kakšen program pripravljate? Ja, program bo, kar se tiče športnega dela, kar obsežen. Se pravi, ponovili bomo v bistvu vse razdalje, kot smo delali v preteklosti, vse tekaške razdalje, in sicer 5 km, 10, 21 in pa 42. Na tej najdaljši progi bo letos potekalo tudi državno prvenstvo, skupaj z organizacijo Atletske zveze Slovenija. Potem bomo imeli tudi nordijsko hojo, izvedli bomo kar evropsko prvenstvo v Sloveniji. Tudi tukaj pričakujemo kar precejšnjo udeležbo iz različnih držav, predvsem udeleženci iz Poljske so zelo močni, tako da kar mednarodna zasedba nas pričakuje tudi v tej disciplini. Poleg tega bomo nadaljevali z disciplino, ki smo jo uvedli leta 2019, in sicer tek s kužki, ki se je pokazal izredno lepo. Lastniki različnih pasem so se udeležili takrat in računamo, da se vrnejo. In pa seveda nikoli ne smemo pozabiti, skoraj najpomembnejše, to so naši najmlajši, tek veveričk in srčkov, ki se bo odvijal v popoldanskih urah na vseh nam znanih razdaljah. Kakšen je pa načrt prog, kje bodo potekale? Proge pravzaprav ne bodo enake kot zadnjih 5 let. V preteklosti so tekači tekli skozi Slovenijo in pa 4-krat prečkali mejo z Avstrijo. Zdaj pa tudi zaradi organizacijskih razlogov smo progo vrnili nazaj na tiste razdalje, ki smo jo tekli recimo do leta 2015, in sicer skozi Tišino, Gederovce, Gradišče, skratka samo po Sloveniji. In tisti, ki bodo tekli maraton, se bodo tik pred ciljem obrnili in tekli še en krog. Prijave na tek so že odprte. Kako se lahko tekači prijavijo na maraton? Seveda, prijave so že odprte kar od januarja. Sprejemamo jih do 12. 5. Sicer je nek mejnik 12. april, ko potečejo tiste cenejše prijave, ampak brez skrbi, prijave bomo, kot rečeno, imeli še odprte. Tudi za tiste, rekli, zadnje zamudnike oziroma tiste, ki se ne morejo prijaviti ali pa odločijo v zadnjem trenutku, tudi na dan prireditve, 21. maja. Je sicer nekoliko dražja tista prijava, ampak vsekakor je tudi to možno. Prijave pa sprejemamo na naši spletni strani maraton-radenci.si. Če pa slučajno karkoli ne bo poznanega tistim, ki se želijo prijaviti, imamo tudi vse kontakte, tako da lahko pokličejo ali pa pišejo na e-mail, ki je objavljen na spletni strani. Se pa lahko prijavijo tako posamično kot tudi skupine? Ja, tudi tega se poslužujejo tekači, skupinske prijave seveda sprejemamo. Vsaj 10 tekačev mora biti v skupini, da potem obravnavamo kot skupinsko prijavo. Seveda pa tudi posamično, kdorkoli se odloči, lahko to naredi. Dobro. Kaj poleg tekačev oziroma teka še ponujate, kakšen program, recimo koncertni del? Ja, seveda bomo popestrili tudi zabavo. Skozi celotni dan pripravljamo bogati program. Sodelujemo z gimnazijo iz Ljutomera, njihova glasbena rock skupina bo nastopala podnevi. Zvečer smo se dogovorili z Samom Budna in njegovim bendom, in sicer nekoliko drugačen bo letos program, kot je bilo to v preteklosti. Koncert se bo začel že ob 7. zvečer, tako da v bistvu želimo, da vsi, ki so tam v Radencih takrat popoldan po otroških tekih, tudi ostanejo, se zabavajo, imajo lepo.
in prepričan sem, da bodo to tudi tako naredili. Koliko tekačev oziroma v bistvu vseh obiskovalcev pa pričakujete? Ja, glede na trende, ki so se dogajali v zadnjih letih, opažamo sicer na tekaških prireditvah nekoliko upada. Recimo v preteklosti je Radenski maraton dosegel tam cifro okrog 5000 tekačev. Zdaj, če bi sledili nekim trendom v Sloveniji in pa v Evropi, se približno v tem koronskem času te številke prepolavljajo, ampak mi računamo, da se bomo našli nekje vmes, kajti že zdajšnje prijave kažejo na to, da bomo verjetno presegli teh 50%. Skupaj z obiskovalci, vsemi disciplinami, tudi pohodniki, katere smo pozabili omeniti, pričakujemo vsaj 10 000 obiskovalcev ta dan v Radencih. Zakaj pa menite, da število tekačev upada? To so lahko različni razlogi. V Sloveniji seveda lahko omenjamo kolesarstvo, ki je v izrednem porastu v zadnjih letih po uspehih naših kolesarjev. To tudi za sabo potegne rekreativce. Seveda je tudi obdobje covida naredilo svoje omejitve, ljudje se niso želeli ali pa uspeli družiti ali karkoli. Jaz mislim sicer, da se letošnje leto, ko bomo ukinuli, verjamem, da bomo ukinuli vse ukrepe čisto do konca in da bomo nekako zaživeli spet normalno, da se bodo tudi tekači vrnili v tistih številkah, kot so bile v preteklosti, ali pa celo še večjih, kajti željni bomo teh druženj in gibanja, ki nam bo pomagalo potem tudi premagati vse te bolezni. Da se nekako to obudi nazaj, kot je bilo nekoč. Mogoče še kakšen dodaten program, gostinska ponudba? Ja, predvsem izpostavili bi razen gostinske ponudbe, želimo biti oziroma bomo prvi dogodek v Sloveniji, ki se bo imenoval Zero Waste dogodek oziroma dogodek brez odpadkov. To sicer ne pomeni, da odpadkov ne bomo proizvajali, ampak bomo poskrbeli za to, da se bodo zbrali na pravilen način. Zato bodo skrbeli naši partnerji Ekologi brez meja. Postavili bodo tako imenovane ekokoše. Z njimi bodo vabili v bistvu vse obiskovalce, organizatorje, da odpadke zbirajo in poločujejo. Na koncu bomo odpadke stehtali in poskrbeli bomo predvsem za tisti del, ki je plastenke, pijače, da jih bomo ponovno vrnili v tok reciklaže in ponovno uporabili. Tako da dejansko bomo res poskrbeli, da se bomo lahko imenovali Zero Waste dogodek in to bo neka baza za prihodnja leta in pa tudi za vse ostale naše partnerje, s katerimi Radenska sodeluje na dogodkih. Kar je tudi izredno pohvalno, da je takšen dogodek tudi ekološko usmerjen, saj moramo gledati tudi na naravo, seveda. Ja, poskušamo biti oziroma želimo biti družbeno in pa ekološko odgovorni. Kot veste, smo v zadnjih 2 letih tudi poskrbeli precej za naravo, zasajali smo drevesa, vedno poskrbimo za odpadke, tako da zdaj pa to želimo še dokazati na našem dogodku, ko se spet vrnemo nazaj v Radence, da smo tudi to sposobni in pa to želimo narediti. Super. Mogoče še izkoristimo ta trenutek, da povabite vse obiskovalce, ki si želijo priti, ali pa mogoče tekače, ki se še niso prijavili na dogodek. Ja, absolutno. Želimo v bistvu vsi, da pridejo 21. maja v Radence, tako tisti, ki želijo teči, ki želijo samo pohoda, priti z otroci, da jih spremljajo, da jih gledajo, ali pa samo, da se enostavno imate fajn. Tisti, ki ste bili, se spomnite, tisti, ki pa še niste, pa lahko poprašate vse prijatelje, da je res lepo v Radencih, tako da pridite, imeli se bomo super. Želim vam uspešno v bistvu izvedbo dogodka in uspešno delo še naprej. Najlepša hvala. In pa dobrodošli tudi vi. Hvala. To smo za vas pripravili v današnji oddaji Aktualno. Bodite v družbi TV Ideja tudi v prihodnje.